Hej, dobrodošli v najbolj vibe šovu tej jeseni, kjer bomo iskali, kdo ima najboljši vibe. Ni važno kje, ni važno s kom, glavno je, da vajbaš in točno to bomo počeli naslednjih 5 tednov. Džungla in A1 Vibe iščeta svojega vajbasadorja. Čaka nas 5 oddaj, 5 odličnih mentorjev in 5 edinstvenih izzivov, s katerimi se bodo naši finalisti preizkusili v ustvarjanju vsebin na Instagramu, TikToku in pa na YouTubeu. No in ostal bo le eden vajbasador. Zmagovalec bo poleg laskavega naziva podpisal pogodbo za 10.000 evrov. Pa še novega iPhone 15. In pa naročnino na najbolj hud paket za mlade A1 Vibe in to kar za 2 leti. Danes ti bom razkrila vse sočne podatke in pa fun facte o naših kandidatih. Sigurno te bo kdo presenetil, dajmo jih spoznati. Lepo pozdravljeni, dragi kandidati. Tole je prvi del oddaje oziroma šova, kdo ima najboljši vibe. Kam pa gledamo? Oh my god, he's scared, Luko! Na prvem listku piše: pojem ga celega, s peškem mi vred. Okay. Kdo je to napisal? Da pojet? Okay. Meni se zdi, da bo to eden izmed fantov. No, ti mi ne deluješ tako, da bi dal tole, da bi pojedel vse. Ne, ti mi deluješ tako oseba, ki si pač jabko lepo nareže na koščke in pač potem poje. Tako da pač daj pa kar spustim. Ne, oprosti. Jaz si ga tudi narežem. Ti pa si celega biti. Ne. To sem mi že hotel med čovom reči. Pač dej, ajde, confidence, zdaj odloči se, a razumeš? Kao ne meni ful zgleda tako ne vem kaj ne naredim, ne. Jaz sem rekla, da ti. Saj potem lahko spremnim svoj odgovor, ampak meni se zdiš ti tak, da pač kar... In pač pol... Ja ne vem, bomo videli, če je to pravo. Moram zdaj drug listek dobiti. Sem Žiga, star sem 24 let, sem študent biotehnologije, magistrskega študija in sem bodoči vajbasador. Torej, jaz sem povedal osnovne stvari vse, saj ni tako težko, sploh ni težko. Kako bi opisal svoj vibe? Ok, ga bom opisal s 3 besedami. Torej, jaz sem igriv, energičen, pa najboljši dan imam, če se kaj novega naučim. Ok, zdaj pa nam še pokaži svoj vibe, 3-4 zdaj. What? Ne vem, kaj ne naredim. To je najbolj weird na svetu. Moja sanjska podcast gostja je Taylor Swift. Ti mi deluješ taka oseba, ki ima rada Taylor Swift, ki ima še rdeče usnice. Kaj je njen najnovejši album? Naslov? Ok, ne. Never mind. S kom hodi Taylor Swift? Njen najnovejši fant. Pa kva da A sem jaz tako slaba, da pač... Povej mi naslov njenega zadnjega albuma. Ja, recordala je svoj album. Ok, kaj pa je pač originalen album zadnji? Midnights, originalen Midnights. Jaz se mi zdi, Katarina, da bom dala tole kar Katarini. Ker mi deluješ kot oseba, ki bi tudi doma delala friendship bracelete. Ful imam veliko najljubših komadov, ampak najbolj mi je pri srcu eden, ki sem ga pela, ko sem bila že 13 v osnovni šoli in sicer to je on You belong with me, you belong with me. In to je to, ne bom več drugega, ker nisem dobra pevka. Jaz sem Katarina Grigorič Cukato in sem stara 24. Kot otrok sem si želela postati pisateljica, zdaj pa delam vsega pomalu, vodim Instagram profile, TikTok profile, hodim na bubble tea in triptam. Moj najbolj neuporaben talent je zelo dober, kaj sem že napisala? Da dober zlagam v stroj. Moj vibe je
Meni se zdi, da tak girly, cutesy, ful sem taka pozitivna in vesela in rada bi to pozitivno energijo delila tudi z ostalimi. Ful sem zagovornica tega, da počnemo v življenju to, kar nas veseli. Moj naslednji skok s padalom bo 50. 50. A ja, 50! Oh. Imaš rad adrenalinske športe? Ja. Gordon, da si že bil? Bil. Najljubši, kako se reče, topogan ali kaj? Raptor. Raptor? Topogan! Oh my god! A prav sam bom zdaj tle sedel. Sem Jako Potočnik, star sem 27 let. Kot otrok sem vedno sanjal, da bi postal gasilec, kar sem mi tudi uresničil, zdaj pa delam še raznovrstne druge adrenalinske športe. Na mojem bucket listu je definitivno več stvari, vse vključuje helikoptere, adrenalin, pač moj bucket list je tak, weird. Ampak kaj pa, če dejansko punca ful rada skače s padalom? Tak ti si, mislim, viš. Imaš rada adrenalinske športe? Ja. Ja, neč tebi dala to, ne vem, kaj te naj druga vprašam. Bom potem sproti predstavljala stvari, je to okej? Jaz sem Asta Brumen in imam 26 let. Ne, nisem. Imam na seznamu želja. Vsekakor bi rada sprobala čim več stvari v življenju, da bi vedela, kaj mi paše, kaj mi ne. Tako da tudi to je na mojem seznamu in enkrat bom probala. Sem srčna, odprta oseba, empatična, rada se zabavam, obiskujem festivale, odkrivam svet, meditiram. Nazadnje sem eksperimentirala, da sem se začela učiti DJ-jati. Mi gre bolj počasi, ampak imam veliko strast do glasbe in se mi zdi, da bom počasi postala vedno boljša in me boste lahko slišali, ki je zunaj. Spicy pizza z ananasom. Drugač, jaz se ful strinjam s tem, jaz sem tudi rada pico na ananasu. Ananas na pici. A imaš rada pico? Ja. Ananas? Ja. Pa imaš rada tajsko hrano? Ja. Sem Pija in stara sem 24 let. Ukvarjam se z igro, z glasbo, s TikTokom, vibam, z fitnessom, z boksom, s snowboardanjem, jogo, ne vem. Dober vibe je zame to, da si čim bolj iskren, pa da si dovoliš, da v bistvu se okrog tebe dogaja življenje in da se te stvari dotaknejo in da se spreminjaš. Što je kar blizu, ne? Ne, ti ne deluješ taka, sorry. Ti ne deluješ tukaj adventures, da bi lahko tole probala. Ne, brez zamire. Koliko sem jaz nesramna, jaz se opravičujem. Ne, ti ne deluješ tako adventures, sorry. Sem Nika in stara sem 20 let. Anabel mi je rekla, da v bistvu nisem taka eksotična in venturozna oseba, ker v bistvu sploh ni res. Jaz imam ful rada adrenalin, imam rada nova okolja in bi prepotovala cel svet, če bi imela denar. Definitivno sem dog person, sama imam tudi v bistvu eno kužiko doma. Sam da najdem eno lepo sliko, ki je drugač malo kot podgana zgleda. No, to je pa moja čejša, moja ljubika bubika. Bom kar tule šla na začetek piji. Okay. Jaz sem tako slaba. Zdaj, ko vas gledam, vem, da niti ena tablica, oziroma ni prav, niti ena. Moj najbolj neuporaben talent je oponašanje sove vlaka. Prosim, oponašaj sobo. Naprej. Pametno. Doben od vas ni talentiran dovolj, da bi lahko oponašal sobo. Pa Jesus, no! Ne, ti si bila ful... Ne, še enkrat. Kva? Sobo. Kaj? Ej, jaz se trudim po najboljših močeh, bomo videli. Naprej. Dober prvi dejt zame je obisk sejma pajkov in kač. Ko vidiš, ima pajka, ga ubiješ, a ga neseš ven. Pustim ga. Pustiš ga? Ja, lovim muhe, pa komarje, vse ostale stvari. Okej. Ti vroče? Mečka. Bo za zdržati. Kaj pa ti, kaj pa je tvoj sanjski prvi zmenek? Nekje na samem. Ne, ne rabiš več razlagati. Čeprav ti pa mi deluješ kako da zbiraš doma kače pa pajke. Mogoče je, mogoče. Akvariju. Mogoče. Jaz ne tega ubijem, jaz ga dam v akvarij pa. Si to, evo ga, izvoli. Naslednja kartica.
Učila sem srednje šolce. Ok, dvignite roko tisti, ki ste bili odlični v osnovni šoli. Ti ne učiš, ti ne. Izgledam strok. Ja, mi deluješ strok. Recimo, kaj bi to najljubši predmet v šoli? Športna. Imaš rada otroke? Zelo. Koliko bi jih imela? Če bi recimo tvoj otrok domov prinesel enico, kaj bi naredila? Pogovorila bi se z njim, vprašala, zakaj je do tega prišlo in pač naredila vse, da do tega naslednjič ne pride. Všeč mi, voli. Hvala. Eksperimentiranje s hrano kobilice. The biggest fear so kobilice pri meni. Ja, ti ne boš jedel jabolka, ti boš jedel kobilice. Si kdaj jedel polže? Ne. Si kdaj jedel kobilice? Ne. O ne. Ti mi presoftiš mi držiš. Na koncu boj si. Disrespect. Jaz se pravičujem vse, kar danes rečem. It's not me, okej? Medicinska sestra, ne? Ki obožuje kobilice. Evo, maybe, I don't know. Naprej. 2-letni študij v Ameriki. Okej. Imaš rad ameriške hamburgerje? Ali pa ameriško hrano? Ja. Rad letiš z letalom? Ja. Kaj bom dala tole? Hvala. Saj neki. Ej, to je tako napačno vse, pa Rada še letiš smo ne bom z letalom. komentirala. Jaz se pravišujem vsem poslušalcem in gledalcem, ki to gledate. Naprej. Moja poslastica v otroštvu šminka, labela. Ne samo, da smo jedli kobilice tle, ampak tudi očitno labele. Kdo pa še manjka? A jaz sem ti, čakaj, to zadnja. To je zadnja. O, moj bog. O, moj bog. Ok, to bom dala zdaj tep. Zdaj pa bom se prebekslala, zato ker se mi zdi, da sem v tem času, ko sem se pogovarjala z vami, vas ful bolj spoznala. Kdo je bil vse v Ameriki? Kaj pa si? Študiral? Kje? Ne vem kje. Veš tudi ne? Kaj si pa študiral? Daj mi še enkrat povej, kaj si študiral? A srednjo? Študija. Ne boš me tako. Daj, lahko po slovensko mi poveš. Ampak ne znaš po slovensko, ker je bilo angliško, oziroma... Kam pa gledam? Ime mi je Matic Pavlič, star sem 23 let. Ukvarjam se z nogometom, produciranjem muzike. Moj vibe je pozitiven, energetičen, čeprav trenutno ne morem skakati z kolena, ampak skačem po levi, ni problem. Amerika ali Slovenija? Definitivno Slovenija. Prva stvar je hrana, najpomembnejša, v bistvu domače okolje, tukaj sem odraščal. Pa družina, prijatelji so tukaj blizu, no, tako da to je tudi ena velika stvar. Evo. Kar vprašala bom, tvoj prvi date. Če bi recimo... A ja, kaj bi si izbrala za prvi date? Ne vem. Kar takole bom naredila. Spicy pizza z ananasom. Moje vprašanje je naslednje. Ti si rekla, da si hodila Avstrijo, ne? Ja. Je tam kakšna čudna kombinacija hrane, ki so jedla, probala? Na splošno nimajo dobre hrane. Tako da. In bolj si se mogoče ti zatekala k pici z ananasom. Ja, ne? Se meni zdi tudi, ja. Jaz sem Eva, stara sem 20 let in prihajam iz Nakla. Pizza z ananasom, ja ali ne? Absolutno ja. Pa še spicy mora malo biti. Moja najbolj uporniška zgodba je, ko sem bila majhna, sem vzela kuhinjske škarje, šla do ogledala in si odrezala do kože las. Tako da so me mogli ubriti, da sem izgledala kot fantek. Ko smrdi, ofoj. Ja, že. Bojim se kisa, ful mi smrdi, tako noro mi smrdi. Prosim, to je vse. Prosim, da je vse. Grozen. Pojem ga celega s peškami vred. Vi pa kaj? Čakaj. Ne vem zakaj, pa še ti k očem. Hvala. Lepo, da porajtaš. Še imamo torej dva, neuporaben talent sova oziroma oponašanje vlaka in pa nekdo je jedel kobilice. Pa si učiteljica?
Nisem učiteljica. Tak easy jih je takle prenesno okoli. Ti nisi učiteljica, si ti da bila učiteljica mogoče, oziroma ne, imaš rada otroke. Ja. Vem. Ste se ful igrali v naravi, ko ste bili mali? Ja. A imaš rada... Ja, veš kaj sem dala, to spomnim več. Sem Tija in stara sem 23 let. Moj najbolj bizaren Google search je bil, v bistvu, če je himalajska solna lučka edible, torej če jo lahko poješ, in odgovor je seveda, da ne. Najbolj bizarna hrana, oziroma kombinacija, ki sem jo kadarkoli probala skupaj, je salama in pa čokoladni namaz. Zdaj to je bilo naravnost ogabno. Še bolj bizarno pa je, da sem jedla kobilice. Kdo ti pa plača ti skoke s padalom? Pa jaz bi si jih sam, če hočem. Kaj pa delaš? Pa trenutno študiram. Koliko si pa star? 21, 22 bom. S čim se tvoja mami ukvarja? Moja mami, Ja. prodajalka, A ti? dela v podjetju Ti pa skačeš s padalom? Anabel. To, da si rekla, da sem softič in mi pol določila, da skočim s padalom, da je to moj 50. skok, to ne gre lih skupaj. Sem Marcel Stržinar, star sem 21 let. Sem smučarski skakalec, moj najdaljši polet je pa 229 metrov in pol. Pa moj vibe je v bistvu, bi ga opisal z eno besedo, športni vibe. A to je to? To 5 mi ni treba, mogel bi še 5 baje. Pa še ti pa ne znaš oponašati sobe, pa... Prišli smo do zaključka, kjer definitivno 100% nimam prav. Tisti, ki vas ni zadela, stopite. A lahko ne hodite, tako prav vem, da pretiravate. Zdaj pa si dajte kar med sabo zavidam, tako da ima vsak svojo kartico. In pa mi lahko pokomentiram, prosim. Lahko? A si ready? Well. Noben ni pričakoval po moje, da sem jaz učil v srednji šoli. Sploh ne morem, zdaj se mi je pa tako presenetil, veš. Sam vidim, kaj pa si učil? Biologijo. Biologijo. Če pa zdaj ti ne odsekaš te lesove pa vlaka, prosim. Ali pa vlak, kakor si vzameš. Pa ji! In kak je? Dobro, gre zraven naslednjič. S padalom sem skočil 49krat. Zdaj bo 50 je. Takoj, ko se topli. Ej, ful imam rada drugač adrenalin. Mislim, prosti pad v Gardalandu. Tako da, ja. Naprej, ne, okej. Naj ti dam en mini namigec. Tudi sama sem si tetovirala kačo na roko, tako da pazite se me, ne? Sem meni tetovala ena taka, veš? Ja, res. Eno zanimivo dejstvo je najbrž to, da lahko dam obe nogi hkrati za vrat. Okej, kaj pa ti? Pečke. Skoraj si imela prav, skoraj. A sem te zamenjala? Ja. Ti pa si jedla labele. In koliko si jih pojedla v svojem življenju? Tu se ne spomnim, ampak vem, kdaj sem jih nehala. Zdaj sem pri sorodnikih in sem imela še zadnjo jagodno labelo in sem bila pol tako, a naj pojem ali ne. Ne, nisem in takrat sem nehala. Sam to se spomnim. Najljubši okus? Jagoda. And now we know. Yes. Kaj naj rečem? Dragi kandidatje, danes smo ugotovili, da sem zelo slabo v tem, da prepoznavam vibe, ampak hvala Bogu, zdaj ga ne bom več rabila ugibati, ker zdaj ga poznam. In imamo še zadnjo kartico, na kateri piše Jaz sem vibesador. Bomo videli v naslednjih vodajah. A je to to? Yes!